Žiga Divjak. Gregor Zorc. Alja Kapun. Istok Drabik Juk. Vito Vajs. Katarina Stegner. 6. Judita Nahtigal. Kranj, 17.2.2016. Zadeva. Spoštovani starši, spoštovani člani Sveta doma. V trenutnih aktualnih družbenih razmerah je vsak dan v ospredju tudi problematika beguncev in s tem v zvezi iskanje čim primernejših nastanitvenih možnosti zanje. Zlasti žgoč je problem nastanitve otrok in mladostnikov, prosilcev za azil brez spremstva odraslih, saj so le-ti ena najbolj ranljivih skupin v množici prebežnikov, ki vstopajo v našo državo. Kot primerna in ustrezna možnost nastanitve mladoletnih prosilcev za azil so se izkazali dijaški domovi, ki so bili v osnovi zgrajeni za bivanje in celovito oskrbo srednješolcev, ki se šolajo zunaj kraja svojega stalnega bivališča. Zadnja leta pa jih večina ni polno zasedenih in tako ostajajo prostorske in nastanitvene zmogljivosti neizkoriščene. Znano vam je, da je tudi dijaški in študentski dom Kranj zaseden z osnovno populacijo le 25 do 30% in da razpolagamo z določenim številom prostih ležišč. Razgovori s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so privedli do odločitve, da se tretje nadstropje starega študentskega doma nameni za bivanje mladoletnih prosilcev za azil, za katere se pričakuje, da se bodo kasneje vključili tudi v programe osnovnega ali srednjega šolanja v Kranju. Ker bodo ti otroci in mladostniki nastanjeni v študentski del doma in ker bo poskrbljeno tudi za strokovno delo z njimi, ne pričakujemo, da bo njihovo bivanje v našem domu kakorkoli negativno vplivalo na utečeno vsakodnevno vzgojno delo z našimi dijaki ali imelo kakršnekoli negativne posledice. Vseeno pa gre za novo, širšo dimenzijo delovanja našega doma in za dejavnost, s katero se doslej nismo neposredno srečevali. Zato člane Sveta doma in zlasti starše, ki bi želeli dodatna pojasnila, prijazno vabim na sestanek v ponedeljek 22.2.2016 ob 17. uri, na katerem bodo sodelovali tudi predstavniki vseh treh navedenih ministrstev in kjer bo priložnost za odgovore na vaša morebitna vprašanja. Veseli bomo vaše udeležbe ali povratne informacije. Lepo vas pozdravljam, ravnateljica Dijaškega in študentskega doma Kranj, profesorica Judita Nahtigal. Brez vprašanja. Normalno. Absolutno. Ja. Meni se zdi to taka pravilna drža v teh, bom rekel, malo zmedenih časih. Mogoče ljudje ne znajo čisto dobro predvsem, kaj je res realna situacija, kaj nam pa servirajo neki mediji. Zame je pač to, ker rad potujem, se mi zdi, da je to lahko sam zmaga za vse otroke, za te, ki prihajajo in za te, ki so tukaj. Zato, ker to je nekaj, od česar lahko vsi nekaj odnesemo, se naučimo nekaj, se mi zdi to pomembno. Tako je prav, se mi zdi super, da se je ravnateljica tako odločila. Nekako najmanj, kar lahko naredimo, no. Tako da ja, the best. Ja, itak me zajebavajo, da sem že bolj receptor, kot pa vratar. Imamo zdaj hostel kar čez cel let, pa gor imamo delavce, tako kot samski dom, pa društvo za pomoč osebam po možganski poškodbi, pač nekako migamo. Tako da ja, dobimo nove goste, prav, begunci, evo, welcome. Sem tudi razmišljal, da bomo z dijaki naredili nek projekt, ne vem, neko tako dobrodošlico, neko gesto, dogodek, tako da se jih lepo sprejme. Super, jaz sem prav zadovoljen, ker nekaj tazga pride, da je ruker, da se naredi. Ker tole študentsko krilo je bilo že kar zapuščeno. In zdaj je končno prilika, da tole malo osvežimo in imam že vse nabavljeno. Tole bom prebelo lepo, potle je treba iti čez vse radiatorje, da to ne bo puščal, potle kopalnice vse zrihtati, tuš kabine je treba še zadihtati, vse dihtunge zamenjati, tip top. Pa varčne žarance bom dal kar po celemu traktu. Ko je pa ravnateljica zaživela?
Se vidi, ne, ona je res dober človek. Ful se mi zdi, da smo zdaj tako, skupaj smo slepili, no? Se mi zdi, da se vsi ful trudimo zdaj v tem res kratkem času nekako vse zrihtati. Sem kar ponosna na vse nas, da smo pač tako odreagirali. Pa vsa okna zdaj pihtajo, kaj prej je tako vlekel, da je kar pihar. Pa računalnik sem jim dal skupno sobo, televizor, programe imajo. Tako, da se bojo lahko lepo normalno zabavali, ne. Kar sem pa najbolj zadovoljen, sem pa prvič opazil, da obstajajo te štekarji, ki imajo zraven še za USB zraven. In sem jim zamenil, ker sem videl, da imajo to vsi te telefone, da bojo lahko polnili noter direkt z USB-em. In kako ni nobenega problema? Ko grem za denar vprašati, ni problem. Tako da lahko naredim marsikaj. Sem jih tudi kar malo več vzel, da bom še našim dal dol v sobe. Da bojo imeli tudi oni. Ja, sej cel dom je zaživel. Ja, Jure pa tudi. Sam šival kot. Tudi slišim, da bojo novi pedagogi prišli v naš dom, da bojo prav z njimi delali. To se mi zdi super, nekaj novega bo. Mislim, da bo fino sodelovanje, ker mi sami pa ne bi zmogli. To je tudi nekaj čist drugega, tako da fajn. Je pa kar veliko zdaj tega usklajevanja na hitro treba. Mislim, človek je pač takoj malo bolj, mislim, mi smo tle klih navajeni biti vsak dan v stiku s kravatami z ministrstva in ja, zdaj so pa kar in šolstvo, in notranje zadeve, in sociala, nima jih na stvar. Edin jogi. Jogi so pa tako dotrajani, mater, da jaz, ko sem probabil, me je že kar hrbet bolel. Tako da upam, da so ti mulci, bom rekel, lahka kategorija. Jaz sem več ali manj cele dneve, no, zdaj zadnje leta v bistvu bolj dopoldneve, v kuhinji. Ali pa zadnji v eni taki mali sobci, ki jo imamo v kuhinji, ji rečemo kotel. Tako imamo malo za kavo popiti, pa je računalnik noter, da te menije sestavljam, pa da pa lahko sprintamo, pa obesimo, da se vidi za naprej. Ne? Tako da, kaj pa jaz vem, ja, jaz se na te stvari čist nič ne spoznam in se mi, hvala Bogu, niti ni treba. Se mi pa zdi, da je pa otrokom, pa ja, treba pomagati. Mislim, se mi zdi to nekako normalno, ne? Mislim, malo je zoperen edin to, ker so pač počitnice in pol so ljudje bolj neodzivni. Nam se pa za določene stvari kar mudi, ne? Zaenkrat nam gre prav super, ni panike. Ja, mislim, malo pa tudi pretiravajo. Jaz sem bil umeru zmenen po počitnicah za ta sistem s temi ključi. In je mogel ta človek kar navrat na nos. Sej sem vedel, da bo štala. Čim je ministrstvo zraven, sem vedel, da bo štala. In zdaj je vse nametan. Meni se zdi, da je zadeva pripravljena. Zdaj bomo pa videli. Je pa seveda, najbrž se bodo napake pojavljale. Ne? To je pa povsod. Če nekaj stoji, ko enkrat začne delati, se tudi kvari. Jaz sem pač naredil, kar sem lahko. Mislim, se vem, da je malo neumen. Sem svoje tamale doma gledal, pa sem pomislil, a so te otroci sploh že kdaj videli sneg? Mislim, tako, doživeli sneg, v živo. Tako, da so se ga dotaknili, kepanje, pa snežak, pa te smučarski skoki tle, to jim bo pa čista egzotika. Mislim, super, kako mi čakam. Ljudi pa zanima. Ej, lahko bi imeli tiskovno konferenco pri Majerju. Vsak, ki pride, vsak vpraša, a je res, a je res. Ja, jaz ne vem, kaj si predstavljajo. Jaz, ko sem tam noter, pa ko se z njimi pogovarjam, jaz dobim občutek, da bojo 5 vagonov pripeljali. In to ne vem, oboroženi. Začeli so prihajati maili. Jasno je, da jih zanima, kako bo to, pa ono. Eni so pa takoj. Prvi tak mail, po mojem, da ne bom nikoli pozabila. Zadeva. Kamena doba ne sodi v Evropo. In pol, mislim, kaj to folk piše? Od kje? Sami neki podatki vzeti iz, ne vem, 100 različnih strani. A veš, tisto, ki je vsaka vrstica drug font, pa druga velikost. In ta mail se konča s fotografijo. Taka. Slika steklene sklede, polne teh nekih M&M bombonov, zraven pa piše: 5 bombonov iz te sklede je smrtno strupljenih. Bi si upal pojesti 5 bombonov? In pol spodaj.
Seveda ne, razen če imate samomorilska nagnjenja ali pa ste izjemno neumni. Povezave z begunsko krizo so zgolj naključne. Mislim, ker sem to prebrala, sem kar malo obsedela. Pol sem pa tega res ne bi smela. Ampak si pač nisem mogla pomagati. Sem poklicala sodelavce, da smo to skupaj pogledali. Tam smo stali pred računalnikom, ful nagmeteni z jalu, tisti star monitor in brali. Prebrali smo to, pa smo bili pa kar malo tihi. Spogledali smo se, in pol smo pa sam bruhnili v smeh. Mislim, mi smo se režali na vas glas. Kako lahko to sploh resno vzameš? Saj ta barvila so strupena. Ja, za zobke ziher ni dobro. Ampak jaz se bombonov ne bojim. Če bi bila pa gajba hladnih perov, pa bi se not en brezalkoholen zavlekel. To pa ne bi tvegal. Kaj to folk piše? Mislim, mi bomo dobili 6 otrok, halo? Ja, sej, pa tudi ni čuden, ne? Mislim, kaj pa gledamo po televiziji? Vse skozi pumpajo, sami incidenti, vse tako spektakularen. So pa seveda v kuhinji, no pa si veste, kako je to. Smo same babe, a ne, in poli skozi kaj. To zdaj pa sploh, kaj tole. Pa je Janja začela, da kaj bo zdaj to, da ona ne bo zdaj nič drugač, da ne misli zdaj te začimbe, pa tak kuskuse, pa te pa falafle, pa tako. Samo ona je itak bolj tako, ne. Prej zine, kot pa pomislil. V resnici bi pa takoj vse za otroke naredila. In jaz točen vem, da ko bo ona enkrat videla te otroke, da bo ta prva, ko bo v pol skusi laufala. No in pa so seveda še ostale v luft skočile, da one tudi ne znajo, pa da tudi ne bojo drugač kuhale. Pa sem jih pomirila, sem rekla, da nam ni noben nič rekel. Jaz si pa tudi ne mislim sama novega dela nalagati, ne? Jaz mislim, da je to zelo pomembno, da to naredimo, ker bo to nek zgled za ostale, pa tudi za okolje. Je pa res, da so na poročilih rekli, da je bil 15 let star tisti terorist gor v Franciji. Meni se zdi prav, da se je ravnateljica tako odločila in da gremo v to. Ampak vedeti pa moramo, da so ljudje proti. Samo toliko, da vemo. Ljudje so proti. Pol je bilo pa teh mailov iz ure v uro več. Pa tudi sem jim rekla, če smo te skakalce pa smučarje zvozle, ki si skozi nekaj izmišljujejo, pa itak nič ne jejo, ne. Pa morajo zdaj piščanca, pa ne piščanca, pa purana, pa ne purana. Bomo pa še te otroke poštimali. Če bojo lačen, bojo vse pojedeli. Če so pa sem prišli, se bojo pa tako mogli na našo hrano navaditi, ne. Svinino imamo pa itak bolj redko, pa tudi če jo imamo pa tako zraven še vedno vegi meni. Otrok je otrok in otroka je treba nekam dati. In kam, če ne tle. Tako da, meni se zdi to normalno. Ni mi pa jasno, kako lahko to tako na hitro, ker predvčerajšnjim smo to zvedali. Danes zjutraj je pa mene že brat klical. Sploh ne vem, kako je to zvedel. Kaj? A vi mislite musliče imeti tle, ali kaj? Pa dobro, kako si to pogovarjaš z mano? Mislim, halo, kako se je to pograbil? Posod je zdaj to. Kaj, zdaj bo pa cela država o tem razpravljala? Ne? To je odločitev naše direktorce, ne? In seveda mene kot, ne vem, zaposlenega, da to pač opravljam. Pač moramo vedeti, da se bo na začetku verjetno malo več mogli delati. Pa se bo pa zadeva malo umirila. Bomo pa videli, kaj pride. Nekje se bo pa tudi mogli ustaviti. Zdaj, če bo pa vsak teden jih 6 prišlo, pa tudi ne bo šlo, ne? Zelo kmalu se temu več nismo mogli režati. Mislim, to, da obstaja nek procent nekih dinozaurov, ki v vsaki stvari vidijo bava, samo, da je pa tega toliko. Mama, 18.2.21.17. Spoštovana ravnateljica, včeraj ste nas z vabilom na sestanek z namenom predstavitve vključitve otrok migrantov v vaš dom presenetila. Zato dovolite, da vam v imenu nekaterih staršev, dijakov nordijskih kombinatorcev 2. in 3. letnika napišem nekaj naših razmišljanj. Z novico, da boste v dom naselili migrante, so nastale žal težnje, da bomo otroke izključili iz doma. Prosim, ne razumite, da sem proti migrantom, nikakor ne, in vem, da doživljajo stres ter so izgubljeni v novem okolju. Moja poklicna pot mi tudi veleva, da z drugačnimi očmi gledam na navedeno problematiko. Vendar se v zadnjem obdobju v medijih prepogosto pojavljajo informacije o težavah, ki jih povzročajo migranti.
Zavedamo se, da moramo kot družba pomagati, vendar vas vljudno prosimo, da se te problematike lotite izven okolja, kjer so naši otroci, ki so ravno tako v zelo občutljivem obdobju. Iz vašega doma prihajajo zlati olimpijci z mladinskih olimpijskih iger, dobitniki točk na mednarodnih tekmovanjih, športniki, ki bodo Slovenijo zastopali na svetovnem mladinskem prvenstvu naslednji teden v Romuniji. To so naši najboljši in bodoči ambasadori Slovenije v tujini. Zato vljudno prosimo, da se odločitev vselitve otrok migrantov pretehta v krogu staršev ter vaših stanovalcev. Brez vprašanja. Normalno. Absolutno. Ja. Ja. Mislim, če tako pogledamo, dejansko je finančna situacija doma taka, da če izpišejo svoje otroke, že samo tisti, ki so direktno vozili s tem, že to je zelo vprašljivo, kako bomo. Ker že zdaj nekako shajamo še z drugimi stvarmi, sam. Če se nam pa izpišejo ti športniki, to pa ne vem. Sem pa šel v Merkur po robo in nabavim vse in pridem do Staneta, tako kot zmeri, pa pogleda, kaj imam v vozičku in me vpraša, a to imaš za une? In rečem, ja, zdaj pridejo pa jim gor rihtam, da bojo imeli nekaj, ja. Pa se tako čudno drži, pa mi še naročilnica. In moj dan pa reče, bi podpisana. Pa rečem, pa se je štempel gor, tako kot zmeri, ne? Če ni podpisana, ni veljavna. Pa lej, saj jih imaš noter 20 nepodpisanih, pa bo še ta. Se zmeri, ko delamo. Pa je rekel, pa jih podpisati, če ne ti bojo še une zavrnili, pa boš pa imel. Sej moj Mare je tudi bolj tako. Mu ni čisto všeč, kaj se to dogaja. Prav, da to ne bo nič dobrega iz tega, da je to malo čuden, da sami moški prihajajo. Da je bila vojna v Bosni, so sam ženske pa otroci prihajali. Moški so pa dol ostali, pa branili, pa se borili. Pa je pol neki se še naprej pizdil, da so to sami dezerteri, da on ne bi tako pobegnil, pa da bi on vstal, pa se boril. Kaj pa jaz vem. On je bolj te glasne sorte. Se mi zdi, da bi bil on bolj med prvimi, ki bi spizdil. Oče, 19.2.1832. Spoštovana gospa ravnateljica, sestanka se bom v ponedeljek udeležil. Imam ogromno pomislekov in pripomb. Ampak moje otroke zaupam v vaše varstvo pod vašimi pogoji, tudi finančnimi, kot ste nam jih postavili. Moj otrok se teh zahtevanih pogojev drži. Za mojega otroka plačujem oskrbnino, kot smo se dogovorili. Prvič, vi govorite o otrocih in mladoletnikih. Mediji so nam pokazali marsikaj. Nočem biti žaljiv, ne? Zanimivo je, da so mladoletne osebe prečkale toliko velikih dežel in meja brez staršev oziroma skrbnikov, kjer ni nihče poskrbel za njih in končno najdejo zatočišče v majhni Sloveniji, ki ima vse preveč svojih žalostno nerešenih potreb. Drugič, nastanjeni bojo v študentski del doma. Primerjate jih z drugimi najemniki, kar je skrajno neprimerno. Za njih bojo skrbeli zunanji strokovni sodelavci. Ali jih bodo lahko obravnavali, kot vi obravnavate naše otroke? Mislim, da ne. Tretjič, število ne bo veliko. Trenutno jih je 6. Skrajno žaljivo. Sedaj 6. Kaj pa jutri in pojutrišnjem? Država sigurno ne bo vsak slovenski dijaški dom nastanila 6 otrok. Nastanila jih bo v enega in to je naš dijaški dom. Dom, v katerem je moj otrok. Dom, za katerega smo se skupaj odločili zaradi odličnih referenc. Dom, v katerega namerava priti tudi moj drugi otrok. Kaj pa, ko jih bo 100, 200, 500 otrok? Kaj pa moji otroci? Kdo pa gleda na moje otroke? Začne se 6. Koliko pribežnikov je že tukaj, oziroma jih je prešlo Slovenijo? Gospa ravnateljica, vi ne dojemate prosilcev kot varnostnega tveganja za vašo osnovno populacijo. Kaj pa, če se motite? Tam je moj otrok. Zakaj imam občutek, da se zopet vse vrti okrog denarja? Ker je to kratkoročna naložba, lahko bojo šli domov oziroma v druge države. Kdo pa vam garantira, da bodo tukaj tudi ostali? Se lahko prosto giblje. Kaj pa, ko jih več ne bo?
Kaj pa, če takrat ne bo več niti naših otrok? Ali ste pomislili na naše otroke? Sploh pa, kot vidim iz vaših dopisov, je vse dogovorjeno. Zakaj nas kličete na sestanek? Da nam sporočite dejstvo, za katerega ste se že odločili. Sestanka se bom udeležil. Jaz ne vem, no. Šenčurjanke, šenčurjani, Kranjčanke, Kranjčani, Gorenjke, Gorenjci, Slovenke, Slovenci, podpornice, podporniki onkraj meja. Prišel je čas, ko jamranje iz domačih naslonjačev ne bo dovolj. Prišel je čas, ko se moramo dvigniti in pokazati, da migrantov nočemo. Ne sedaj, ne nikoli. Tako se mi zdi, kot da proti vetru ščine. Gorenjska je proti migrantskemu centru. Slovenija je proti migrantskemu centru. Če se bojo pa navadili. Se vidimo v soboto 20. februarja ob 15. uri pred Baumaxom v Šenčurju. Pa to zdaj, ne, čistilka se mi kar smil. Mislim, to skozi te dni uletavajo. In pol to vreme zunaj in je vse posvinjan, ne. No in danes seveda spet štala. Iz občine spet neki birokrati, podžupan pa še. Je bil podžupan tle, pa vodja službe za zaščito... Jaz sem 11 let tukaj in prvič v 11 letih so ljudje iz občine prišli v dom. In jaz sem leto gor vprašal, če so prišli zaradi toplotne črpalke. Da sem dobil svoje. Mi je rekla Andreja, da sta kar od kravnateljci uletela. Kako bomo to preprečili? Kako bomo to preprečili? Ona jima je pa nazaj zabila. Preprečili kaj? To, da pridejo begunci, ali to, da so starši proti? Danes pa manjca kuha in naenkrat pride not en novinar in začne snemati pa sprašvati, če bomo zdaj, ko prihajajo begunci, kaj drugače kuhali, pa če bomo kuhali v skladu s tem halalom. Ne? In se je Reva seveda logično čist zmedla. Mislim, si niti ni vedela, kaj je to halal. Se jaz tudi nisem vedela, kaj je to. In je pa nekaj mencala in je, hvala Bogu, še preden nekaj rekla, že srečo pršel, pa ga je ven nagnal. Sej ni bilo nič tazga. To so te čudne televizije. Groza, nima novinar kaj not v kuhno, pa ta halal. Sem rekel, manci, tebe pa več na TV-ju vidim, kaj pa v kuhinji. Sem takoj polovična porcija dobil. Cel dan se že samo o tem pogovarjamo. Mi ni nič všeč, pa tudi punce se mi zdijo že čist živčne, ni fajn. Bliža se sobota, ko je napovedan shod pred bivšim centrom Baumax. Vse več je vprašanj, kam parkirati, kako priti na mesto, kaj če pride policija, kaj če bodo varnostniki. Glede parkiranja tako. V sliki so navedene 3 najlažje možnosti za parkiranje in sicer prva, obrtna cona Šenčur, urejeno in med vikendom prazno parkirišče, 530 metrov stran. Druga, travnik čez cesto, ob Makedamski cesti, 540 metrov stran. In tretja, nakupovalni center Primskovo, veliko trgovin in posledično parkirišč, 2 kilometra stran. Kakšna štala zaradi pizda 6 mulcev, pa ne me jeba. Bolj nekak gledam te grožnje pa številke in ziher bo ta val se razširil takoj, ko se bo prvi izpisal. Ne vem. Sprašujem se, če je vredno. To res že čist noro postaja. Se mi zdi, da imam tako glavo, ko ekonom piskar sem, da mi bo prav puf. A ima smisel pomagati tem parim otrokom, če s tem uničimo ali pa že, če samo ogrozimo sami sebe? Mislim, ne vem. Ja, je pa res, ne, te teroristične napadi, ne. Tega je zdaj kar veliko, ne, sej ne veš, ne, mislim. Sam to, kar sem pa videl v Šenčurju, to pa nisem mogel verjeti. To me je pa rata strah. Mislim, strah me je te mase, pa te, ne vem, te euforije, ali kaj je to, ne vem. Pa med njimi so bili tudi moji sosedi in to te, ki sem verjel, da so, ne vem, pametni, pa razgledani, pa pač odprti ljudje, no. In zdaj, ne vem, kam lahko to pelje. Res ne vem. Mama, 22.2.758. Spoštovana gospa ravnateljica, kratek odgovor na to vaše obvestilo. Pojasnjujete, da kar starši vemo, da vemo samo iz medijev. Ali mediji lažejo ali pretvarjajo. Ta vaša trditev ni resnična. Moj otrok je mladoleten. Kaj bi vi storili?
želim pošten odgovor. Nekateri vemo iz izkušenj, zato vam povem, da bojazen ni odveč. In te ljudje se niso prišli prilagoditi vrednotam, ki sem jih in bom vcepila mojim otrokom. Judita Nachtigal, 19. Spoštovana gospa, vsem nam je zanesljivo skupno eno, skrb za naše otroke. Želimo jim najboljše in jih nočemo izpostavljati nevarnostim, tveganjem, škodljivim vplivom. Razlikujemo pa se v tem, kaj vidimo kot nevarnost zanje. Promet, alkohol, mamila, slabo družbo, pomanjkanje delovnih mest, bolezni. Če boste starši ugotovili, da je tudi prisotnost peščice otrok in mladoletnikov v drugi stavbi, kot živijo vaši otroci, do te mere ogrožujoča, da vaši otroci pri nas ne bi bili več varni, potem naselitve najbrž ne bo. Moja prva skrb je dijaški dom. Ampak bojim se, da bomo v tem primeru zamudili priložnost, da naše otroke naučimo živeti v družbi različnosti, ker to jih v prihodnosti zanesljivo čaka, če to starši hočemo ali ne. Še enkrat vas vabim, da se udeležite današnjega sestanka in vas lepo pozdravljam. Judita Nachtigal. Mama, 928. Spoštovana gospa ravnateljica, sestanaka se bom udeležila zaradi skrbi mojega otroka. Ta problem, ki ste ga omenila, tudi vem, da obstaja. In kot vem, nekdo ni kos tej situaciji, kaj šele tej, ki prihaja in se bo razširila, če bo šlo tako naprej. Hvala, ker ste me razumela. Za četrtek so napovedali, da bojo tle pred našim domom protestirali. Moja teta zmer prav, da ko se voda enkrat dvigne, te odnese. Skok na Zlatem polju. Ja, tudi ne vem, če se bojo kle pod okni eni drl, ne. Tudi ne vem, če bo kaj koristi tem otrokom naredili. Pol pa gledam po televiziji posnetke Šentjurja. Kaj mi je naredil? Nujno morajo priti, čim več jih more priti, bojo oni nam s traktorji prihodnost gradili, smrdljive fašistične pizde, brez vprašanja. Normalno. Absolutno. Ja, In bolj sem doma, ne vem, pač ful sem o tem razmišljal in nekako se mi je začel zdeti, da je pa mogoče res čist možno, da bojo te starši izpisovali svoje otroke, ne? In to se mi je pa res del toliko butast, toliko neumen, da nisem mogel pomagati in sem začel pizditi. In sem pizdil in valjda sem ful pretiraval, malo sem si duška dal, Darja je pa valjda to ful je resno vzela, a ne? In jo je začel zares skrbeti. To sem res prezlezen, no? Ne bi rabil toliko... Zadnjič sem pobral v enem od teh cajtentov, mislim v enem od teh desničarskih strubil. Ampak glej, če pogledaš malo z distance, te ljudje, toliko naenkrat, da mora biti to malo usmerjeno. In jo je začel žreti, ne, da kako bova, pa kako bova s tamalimi, ker da bom jaz prvi, ne, da bom zihar prvi, ki bo leto, zato ker nas ne bojo več rabili toliko vzgojiteljev, ne, da kuhna bo zdržala, zato ker še zunanje jejo, da vzgojitelji bojo pa prvi šli. In da sem jaz zadnji prišel in da, če se zavedam, da bom prvi letel, ne vem. Pa da naj se neham igrati pravičnika in da naj najprej poskrbim zase, pa za svojo družino. Da ne se spomnim, kako dolgo sem iskal to službo in da so se stvari končno malo ustalile in da ne se ne zajebavam s tem, kar imam. Pol je prišel pa ta sestanek. Tle so se mi nagužali te novinarji, pol so pa še starši začeli hoditi. Ja, tako se je videli, da niso se prišli pogovarjati. Spoštovani starši, spoštovani člani sveta doma... Kdo lahko garantira varnost mojih hčerki? Kdo mi lahko garantira, da je varna? Jaz bom Niko izpisala iz doma. Mi smo poslali paket hrane pa oblek na Rdeč križ. Mislim, da smo naredili dosti. Spoštovani starši, spoštovani člani sveta doma, veseli me, da ste prišli v tako velikem številu. A mogoče vidite koga, kaj je za? Ja. Vsi smo proti! 2 otroka sta šla v ta dom in tretji zihar ne bo šel. Kdo od vas ima korist od tega? Povejte, kdo? Ker naši otroci je sigurno nimajo. To so sami posiljevalci. Jaz bom svojega otroka izpisala. A bi vi radi imeli na mest likovne razstave naših dijakov, kar trupla naših dijakov tle po hodniku razstavljena, a? Kar izvolite! A ne gledate TV-ja? A kaj gledate sploh? Mislim, a gledate poročila? Kaj boste naredili, ko bo prišlo do prvega posilstva? Kaj bo pa bolj? Kaj boste
tega celica. za teroristične celice, Ja. se vi zavedate, da znajo ti ljudje iz vsega, kar jim pride pod roko, bombo narediti. Še malo pa boste imeli dom tako čist prazen, pa boste lahko dali noter beguncev, kolikor boste Ne bo hoteli. več doma, pa Ja, bo nekaj čisto. kaj pa varnost naša? Čisto proti. Proti smo, proti. Jaz imam tukaj v rokah 24 profesorjev. Polovica učiteljskega Intelektualci zbora smo je proti. Vi kaj slišite? Jaz nočem te kulture, tle. Hran je proti. Proti! 24 Proti. To, da se o tem govori, je zločin. Proti! Proti! Proti vsi. 23.2.2016, 13.08. Sporočilo za javnost. Ministrstvo za notranje zadeve. V dijaškem domu Kranj ne bo mladoletnikov brez spremstva. Kljub vsem pojasnilom so bili starši dijakov izrazito negativni in izrecno proti, da bi v domu bivali otroci brez staršev. Zato se je ravnateljica odločila, da v dijaškem domu Kranj take namestitve ne bo. Taka odločitev je bila sprejeta tudi zato, ker nikogar ne želimo izpostavljati morebitnim konfliktom ali pritiskom. Ne dijakov v domu, ne mladoletnikov brez spremstva. No, meni se zdi, da se je prav odločila. Ker kakorkoli sem razmišljal, se mi zdi, da bi nam te otroci več odnesli, kot prinesli. Oni gor pa itak samo obljubljajo, na konc pa nič. Kdo bi se na konc lahko za nas postavil? Občina ali pa nobeden? Občina je bila proti, ljudje so bili proti, vsi so bili proti. Ja, če ne gre, ne gre, ne. Ja, jaz popolnoma razumem, da so se tako odločili. Mislim, se kaj drugega niti ni preostalo. Ne vem pa, kako se bom zdaj lahko s temi ljudmi pogovarjal. Zdaj, ko vem, kakšen mnenje imajo. Ker kako bo to na roditeljskih sestankih, ne vem. Jaz sem tu še kar našim namontiral. Pa ne imajo oni nove. Pa vtičence sem tudi kar vse našim namontiral. Bojo imeli vsaj naše, ki od tega, če živnih ne bo. Pa sej mogoče pa boljš tako. Mislim, mogoče si mi to preveč ženemo k srcu. Sej nekdo bo poskrbel za njih. Ne vem. Tako se mi zdi, da bi otrokom pa vse morali pomagati. Vse službe smo obdržali.